V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, tudi današnja četrta postna nedelja nas vabi k poglobljenemu razmišljanju o Bogu, o sebi, bližnjih in svetu, sploh ker živimo v negotovi in kaotični družbi. Postni čas prvenstveno ni čas odmika od sveta zaradi zdržnosti, ampak je vključitev v svet z molitvijo, spoštovanjem, ljubeznijo in dobrodelnostjo. Vendar to ne počnemo z namenom, da izpolnimo nek predpis, da bi živeli bolj zdravo ali da bi si pridobili naklonjenost pri Bogu, temveč ker kot kristjani lahko obstajamo samo, če ljubimo sočloveka in če smo usmiljeni. Postni čas je torej poziv, da svojo vero poglobimo in izrazimo navzven v delih ljubezni. Prisluhnimo pa najprej obvestilom za naslednji teden. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje, ki je priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu. V sredo 2. aprila pa bo namesto študijskega bogoslužja ob 19. uri srečanje v okviru Trubarjeve bralne značke. Bralke in bralci se bodo pogovorili o drugi prebrani knjigi z naslovom Da, življenje, avtorice Sare Ahlin Doljak. Pogovor bo moderirala Suzana Krvavica. Torej, pogovorno srečanje bo v sredo ob 19. uri, predvidoma v cerkveni čajarni. V primeru prostorske stiske pa se srečanje predstavi sem v cerkev. Vabljeni so tudi vsi ostali, ki sicer niso vključeni v Trubarjevo bralno značko, ampak bi želeli slišati kaj več o knjigi Da, življenje, ki je izjemno pretresljivo, močno ter živo pričevanje vere slovenske pravnice, odvetnice, mediatorke, izredne profesorice prava, matere in žene Sare Ahlin Doljak. Vabljeni. V petek, 4. aprila ob 19. uri pa smo vabljeni na srečanje za moške, kot smo že napovedali, ki bo v cerkveni hiši ali v primeru lepega vremena lahko tudi zunaj na prostem. Srečanje je namenjeno pogovorom o moških temah, kot so delo in dom, sam svoj mojster, avto, moto, kulinarika, informatika, razvoj in tehnologija, ter seveda krepitvi moške duhovnosti. Bratje, dobrodošli. Naslednjo nedeljo, 6. aprila ob 10. uri dopoldan pa smo vabljeni ponovno na osrednje tedensko bogoslužje. Med nami bomo gostili in z Božjo besedo nam bo služil duhovnik Primož Kumin iz evangeličanske cerkve iz Moravskih Toplic. Lahko rečemo, da gre za našo sestrsko cerkveno občino, saj je cerkev v Moravskih Toplicah, tako kot naša cerkev, poimenovana po dobrem pastirju Jezusu. Sedaj pa zapojmo skupaj vsekrščansko himno z naslovom Bog mogočni, slava ti. Slava ti.
Biblično vodilo današnje nedelje pravi: če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Naj nas sedaj navdihne poezija globoko vernega človeka, ki je zapisana v 84. psalmu in pravi: kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod nad vojskami. Moja duša hrepeni, celo medli po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje meso vriskata k živemu Bogu. Da, en dan v tvojih dvorih je boljši, kakor 1000 drugih. Raje ostanem na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti. Zares, sonce in ščit je Gospod Bog, milost in slavo daje Gospod, ne odreka dobrine tistim, ki hodijo po popolnosti. Gospod nad vojskami, blagor človeku, ki zaupa vate. Vabim nas še priznanju grehov. Gospod naš Bog, v luči tvoje besede priznavamo, da smo mnogokrat nepopolni in nezanesljivi oznanjevalci tvojega veselega sporočila o odrešenju in večnem življenju. Čeprav živimo iz obilja bogatstva tvoje ljubezni, mnogokrat ravnodušno zamolčimo pripadnost tebi in cerkvi. Mnogokrat se na tvojo ljubezen in prijaznost naših bližnjih odzovemo nehvaležno in takšne naklonjenosti ne cenimo. Zato prosimo, usmili se nas. Besede milosti in slavospeva, ki naj potolažijo naša skesana srca, pravijo: Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo upravičeni z njegovo krvjo. Naj naša srca vzklikajo: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Pridimo še vsi skupaj pred Boga z naslednjo molitvijo. Naš Bog in Gospod, veseli in žalostni, zdravi in bolni, zadovoljni in zaskrbljeni, mladi in stari, vsi prihajamo s svojo molitvijo pred te. Sprejmi našo zahvalo za tvojo dobroto tudi v težkih časih, kajti zaradi nje se nismo zlomili. Sprejmi našo prošnjo, da bo v moči tvojega duha naša vera okrepčana, ljubezen pomnožena, upanje utrjeno, da bomo veseli kristjani in zvesti verniki svetega ljudstva. Prosimo v Jezusovem imenu, naj se zgodi tvoja volja. Zato naj bo slava Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Sledijo pesmi slavljenja in zahvaljevanja in prva pravi: pridite v njegove dvore. Zahvaljujte se,
Izvolite sesti. Berilo za današnje bogoslužje je Psalm 84 in pravi: Kako ljuba so tvoja prebivališča, Gospod nad vojskami. Moja duša hrepeni, celo medli po Gospodovih dvorih. Moje srce in moje meso vriskata k živemu Bogu. Celo vrabec si najde dom, lastovka gnezdo zase, kamor položi svoje mladiče, pri tvojih oltarjih, Gospod nad vojskami, moj kralj in moj Bog. Blagor njim, ki stanujejo v tvoji hiši, še te bodo smeli hvaliti. Blagor človeku, čigar moč je v tebi, v njegovem srcu so ceste. Ko hodijo po dolini joka, jo spreminjajo v kraj studencem. Tudi zgodnji dež jo pokriva z blagoslovi. Da, en dan v tvojih dvorih je boljši kakor 1000 drugih. Raje ostanem na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti. Zares, sonce in ščit je Gospod Bog, milost in slavo daje Gospod, ne odreka dobrine tistim, ki hodijo v popolnosti. Gospod nad vojskami, blagor človeku, ki zaupa vate. Bratje in sestre, to je psalm sinov Korahovih. Sinovi Korahovi so bili leviti, ki so kot glasbeniki služili v templju, torej v cerkvi. Njihov oče Korah je naredil upor zoper Mojzesa, ko je peljal izraelsko ljudstvo iz dežele sužnosti v obljubljeno deželo. In zato ga je Bog uničil in ravno tako tudi 250 njegovih pristašev. Toda Bog je prizanesel njegovim sinovom. In verjetno je ravno to razlog, da so ti sinovi potem postali slavilci Boga, torej lahko bi rekli z današnjimi besedami, bili so slavilna skupina v templju. Veliki pridigar 18. stoletja Charles Spurgeon je ta psalem imenoval biser med psalmi. Če je 23. psalem najbolj priljubljen, 103. psalem najbolj vesel, 51. najbolj žalosten, 119. najglobji glede osebnih doživeti, potem je to psalem miru. In psalmist tukaj izraža močno hrepenenje po Božji hiši, torej po cerkvi. Lepota Božje hiše je namreč v tem, da tukaj prebiva Bog in da je tukaj možnost srečanja z Bogom in tudi z vsemi tistimi, ki pridejo v Božjo hišo, torej v cerkev. In iz tega izvira to njegovo veliko hrepenenje po Božji hiši, ki ga ni mogoče izraziti niti z besedami. V psalmu sta omenjeni tudi dve ptici, in sicer vrabec in lastovka. Vrabec je ptica, ki nima nekega posebnega pomena v primerjavi z ostalimi pticami. Lastovka pa je ptica, ki je zelo nemirna. In psalmist je hotel s tem povedati, da je v cerkvi vsakdo dobrodošel. Vsak, tudi tak, ki se počuti brez pomena, vsak človek, vsak je dobrodošel v cerkvi, v Božji hiši. In lastovka pomeni, da vsi tisti, ki čutijo nemir v srcu, lahko dobijo počitek in mir v Božji hiši. In veste, ljubezen do Božje hiše nas ni namenjena temu, da se izognemo bivanju v svetu, ampak je ravno obratno, namenjena je temu, da se pripravimo na bivanje v svetu. Kajti tako kot smo danes zbrani, ko Boga slavimo in ko bomo poslušali Božjo besedo, se pripravljamo na nov teden, ki je pred nami. Zato nas avtor vabi, skozi vrata vstopimo v Božje dvore s hvalnico in lahko stanemo in Boga slavimo z naslednjimi pesmimi. Božji dvori slavimo ga.
žene temo v sol. Jezus, hvala ti, da smo lahko to jutro v tvojem svetišču. Hvala ti, da si ti tukaj med nami, ker ti si velik Bog, ti si mogočen Bog, ki vladaš z ljubeznijo. In hvala ti, da te lahko poznamo tudi kot osebnega Boga. Hvala ti, da smo vredni zate in da lahko pridemo pred tvoje obličje v vsakem trenutku. Zato ti dajemo čast, slavo in priznanje. Amen. Sledi trenutek za otroke. Kar pogumno v tale krog spredaj. Ta čas, ko hodite, lahko vam že zastavim današnjo uganko ali vprašanje, in sicer
Na kaj se spomnite oziroma kaj simbolizira številka 12? 12 mesecev, bravo. Starost, tudi ja, 12 let smo. Popolnost, bravo. To je to. Konec utrinka za otroke. Zelo napredni otroci. Bravo. Mogoče še kakšna takšna asociacija iz šolskih klopi? V šoli številka 12. 12 mesecev, ja. Bravo, 12 barvic. Najbolj pogosto krat je v kompletu 12 barvic. 12 let, ja. Kaj pa na uri? Imamo tudi številko do 12, tako. Koliko je zvezdic na evropski zastavi? 12. Koliko igralcev sestavlja moštvo pri košarki? 12, bravo. Imamo pa 12 tudi, kot je že ugotovil, da je tudi v Svetem pismu številka 12 oznanja popolnost. Imamo 12 Izraelovih rodov, pa tudi 12 v Novi zavezi apostolov, 12 Jezusovih učencev. In poglejmo, kaj se zgodi, če ni številka 12, ampak če nekaj manjka. Recimo, kaj so to? Tempere, ja. In kaj opazite? Ena manjka. Takoj opazimo, da ena manjka. In kaj sedaj, če ena manjka? Boste lahko naslikali vse umetniške slike, fotografije, risbe? Ne. In manjka točno rdeča. Rdeča, ki jo najraje uporabljamo, a ne? Najljubša barva, rdeča. Seveda, in točno rdeča manjka, naša najljubša, ki imamo najrajši. Tudi v Svetem pismu imamo primer, ko je kar naenkrat en rod izmed 12 Izraelovih rodov izginil. In takrat je zapisano, ko pa je ljudstvo prišlo v Betel in tam ostalo pred Bogom do večera, so povzdignili svoj glas in silno jokali. Zakaj, o Gospod Izraelov Bog, se je zgodilo v Izraelu to, da danes manjka iz Izraela en rod? Tudi pri apostolih se je zgodil tak primer, da je kar naenkrat en apostol umrl. In potem so mogli poiskati novega. In kot je rekel že naš prijatelj, Jezus je pokazal, da je številka 12 številka popolnosti s tem, ko je pomnožil kruh in ribe in nahranil 5000 ljudi in učenci so zbrali vse ostanke kruha in napolnili koliko košar? 12. Torej številka 12 je res simbol popolnosti. In tudi v šoli, če manjka kakšen sošolc, če je dolgo časa odsoten, bolan, ste kaj žalostni? Če ga zelo, zelo dolgo časa ni in če s časoma postanete žalostni, da. Ste, ne? Sploh, če ta sošolc vam pomagal pri domači nalogi, če sta se skupaj učila, če sta skupaj igrala košarko, s časoma ga začnete pogrešati, a ne? Ali pa prijateljice, seveda. In tako je tudi Bog poskrbel v cerkvi, da pogrešamo drugega, tudi otroci med sabo. Če se dolgo časa ne vidite, pogrešate in ste žalostni, lahko mogoče tudi zajokate. In tako Bog poskrbi v našem življenju, ker je Bog popolnosti, da so stvari s časoma vrnejo nazaj na pravo mesto. Tako tudi ta tempera je kar naenkrat spet popolna. A je?
brez rdeče. Ne. Bog poskrbi, da se vrne rdeča. Tako kot je bilo na začetku. In je potem spet vse v najlepšem redu. Kaj si boste zapomnili od številke 12, ko jo boste slišali kadarkoli? Se boste spomnili na popolnost in na koga, kdo poskrbi za to popolnost? Na Boga. Bravo, otroci. Obvladate. Sedaj greste lahko pa še na verouk, kjer boste pa še kakšen izdelek izdelali in še kakšno nalogo naredili. Mi pa bomo nadaljevali z našim bogoslužjem. Mi pa imamo priložnost darovati naše prostovoljne prispevke in bodimo blagoslovljeni tudi v tem. Drage sestre, dragi bratje, danes je 4. postna nedelja in približujemo se velikonočnemu prazniku, kot je že cerkveni učitelj Avguštin iz Hipona v 4. stoletju imenovan kot doktor milosti zapisal: slišal sem za razne ideje, prebral vse možno, ampak nikjer nisem našel, da bi Bog postal človek in bi potem umrl na križu ter vstal od mrtvih. Ustanimo k poslušanju današnje Božje besede. Iz Evangelija po Janezu 6. poglavje od 47. do 51. vrstice. Pravi takole: resnično, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega je, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes.
Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Jezus je uporabil provokativno metaforični jezik, da bi ljudje spoznali, kdo on je. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. To je zvenelo zelo predrzno in celo bogokletno. Kajti Jezus se je predstavil kot jaz sem, tako kot se je Bog na Sveti gori predstavil Mojzesu z imenom jaz sem, ki sem. To presega naše človeško razumevanje in naše izkušnje. Zato ne čudi, da je evangelist zapisal, da so ob tem, ko je Jezus to izjavil, ljudje godrnjali, pravi, nad njim in rekli, ker je rekel, jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes, so govorili, ali ni to Jezus, Jožefov sin, njegovega očeta in mater poznamo, kako more zdaj govoriti, iz nebes sem prišel. Če sem iskren, se ob branju tega odlomka počutim podobno kot oni, tudi sam. Jezus ni rekel, da je narejen iz moke, kvasa, soli, vode, pečen na ognju. Torej ne gre za dobesednost, kajti metafora nam pomaga spoznati globjo duhovno resnico. Jezus se je primerjal z nebeško mano, ki so jo Judje jedli v puščavi. Poudaril je, da je bila mana kruh iz nebes, ni pa bila živi kruh. Kajti ljudje so morali mano nabirati sproti, posebej in na koncu so vseeno umrli. Jesti živi kruh pa pomeni verovati. Zavedati se moramo, da tako kot za svoj obstoj potrebujemo kruh, potrebujemo Boga. Če na krožniku vidimo štruco kruha, ne bomo potešili lakote. Tudi če poznamo sestavine, recept za kruh, to tudi ne poteši naše lakote. Prav tako slika kruha ne. Tudi če drugim ljudem pripovedujemo o kruhu, to ne poteši naše lakote. Toda, če poskusimo kruh zaužiti, dejansko kruh jesti, drži to, kar je Jezus slikovito rekel. Če kdo je, od tega kruha bo živel vekomaj. Pri obhajanju Gospodove večerje, Evharistije, delamo ravno to. In spet se zatakne. Kako je možno, da je v podobi koščka kruha, ki ga zaužijemo v občestvu cerkve, skrito večno življenje? Za kakšno božjo nanotehnologijo gre? Za kakšen laboratorijski izum živilske tehnologije gre? Tu odpove človeška logika in se začne področje vere. Da pa področje nevidnih stvari obstaja, pa dokazuje tudi nova znanost. Okolica vernike od začetka krščanstva imenuje sveti norci. Smo presenečeni? Saj spredaj pravi sveti, torej drugačni. Sveti norci. Ta pojav je zelo znan v krščanski Rusiji. O tem so pisali tudi veliki ruski književniki, kajti ruska krščanska duša, po njenih žilah teče globoka krščanska vera. In če se vrnemo na začetek krščanstva k apostolu Pavlu, ki velja za enega najpametnejših ljudi prvega stoletja, so na Areopagu v Atenah zaradi vere v Kristusa, v Kristusov križ,
poimenovali blebetač. V grščini je zanimiva beseda, torej kot bi trosil neko prazno zrnje, neko prazno seme. Njegov govor so imeli za norost in to je povzročilo velik posmeh. Uvodoma pa smo prebrali, in to so bile tudi besede bibličnega vodila, če pšenično seme, zrno ne umre, ne pade v zemljo, ne obrodi sadu. Čeprav je Pavel naletel na oviro, se je pod arkadami akademske filozofske ustanove v Atenah odločil biti, kot smo že rekli, sveti norec za Kristusa. Zanimivo, to je tudi napisal v pismu Korinčanom. Natanko tako piše: mi smo zaradi Kristusa nori. To je ključno vprašanje za nas. Ali se v sodobni družbi sramujemo Boga, ali smo kristjani pripravljeni sprejeti žalitve zaradi Kristusa? Veleumni akademik Pavel se je odločil to biti, živeti za Kristusa, služiti Kristusu, pridigati Kristusa, trpeti za Kristusa, biti obrekovan zaradi Kristusa in umreti za Kristusa. Škandal križa, norost. Tako je zapisal zelo izobražen človek, apostol Pavel. To ne pomeni biti nespameten, če pravimo sveti norec. Ne biti nespameten, niti to ne pomeni biti neinteligenten. Ampak ni nor, kdor se odreka tistemu, česar itak ne more obdržati, da dobi tisto, česar ne more izgubiti. In to je pomembno, kajti norost Kristusovega križa nas vodi v slavo praznega groba. Zato je napisal Pavel: Božja norost je modrejša od človeške modrosti. Apostol Pavel je s tem cinično ošvrknil človeško modrost. Pa to ne pomeni, da smo proti človeški modrosti, proti izobrazbi, karieri, znanju. Ne gre za to, gre za cinično besedo, s katero Pavel ošvrkne človeško modrost in poudari, da je celo nespametni božji načrt modrejši od najmodrejših človeških načrtov. Navidezno najbolj smešna reč, ki jo naredi Bog, se izkaže za pametnejšo od najpametnejše reči, ki se jih domislimo ljudje. In temu pravi evangelij kamen spotike za ljudje, ki ne verujejo. Škandal, grška beseda, sramota, zgražanje. In tako so doživljali in še vedno doživljajo tudi Jezusovo smrt na križu kot nesprejemljivo in nepredstavljivo. Kajti križ je bil rimsko sredstvo za usmrtitev najhujših zločincev. In Judje tega niso mogli sprejeti. Imeli so postavo, Toro, tradicijo in so si Mesijo predstavljali povsem drugače. Tudi v islamu, čeprav imajo Jezusa za velikega preroka, tako nečastne smrti na križu ne morejo priznati. Tudi spekulativna filozofija stare Grčije in potem v času krščanstva s tem ni mogla soglašati. In tudi sodobna posvetna družba ima veliko vprašanj, kar je normalno in povsem razumljivo za dvom. Zakaj torej v središču krščanske skrivnosti paradoks? Stvarnik postane stvarstvo, devica rodi, pot v življenje skozi smrt, reveži so bogati, šibki so močni, ponižni so povišani. Delavci 11. ure so izenačeni z delavci celega dne. Zakaj toliko protislovi? Zakaj se nam božja modrost dozdeva kot norost, kot je zapisal zelo izobražen človek, spet pravim, intelektualec Pavel? O tem se je spraševal in napisal: beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost,
Nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja moč. In križani Kristus je kamen spotike. Nihče si ne bi izmislil takšne zgodbe. Bog pa rešuje svet s škandalom križa. Simbol Rima je bil orel, ne pa sramotni križ. Rim je slavil zmage, ne pa dozdevnega poraženca na križu. Za njih je bil evangelij vesela novica o zmagi, ne pa vesela novica o sramotni smrti. Arheologi v Rimu so odkrili karikaturo začetka krščanstva. Upodablja sužnja, ki se klanja pred križem, na katerem je Kristus upodobljen s figuro osla. Pod risbo pa piše: Aleksamenos časti svojega Boga. Torej tako zasmehujoč in ponižujoč odnos so imeli do krščanstva. Sočasno je grški filozof Kelsos napisal traktat, da krščanstvo ni za učene in modre. Apostol Pavel pa je ta škandal križa razglašal v največjih središčih tedanjega sveta. V Jeruzalemu je s križem vznemiril Jude, ki so prisegali na moč postave in tradicije. V Atenah je vznemiril Grke, ki so prisegali na moč intelekta in filozofije. V Korintu je s križem vznemiril svetovljane, ki so prisegali na hedonizem, torej uživaštvo, zabave. V Rimu je vznemiril Rimljane, ki so prisegali na moč, politiko in vojsko. Grški ideal je bila modrost, Pavel pa izpostavi za krščanski ideal norost križa. Grški ideal je bila lepota, skladnost telesa, estetika. Pavel pa izpostavi za krščanski ideal iznakaženo Kristusovo telo na križu. Izpolnitev Izaije 53. poglavja. Bil je mučen, zadet, ranjen, ni imel lepote. Grški ideal je bila svoboda. Pavel pa izpostavi Kristusa, bi rekli ujetega, aretiranega, kateremu je bila prostost odvzeta, in s tem poudari Božje služenje. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Križano brezpogojno ljubezen. Torej vse je obrnjeno na glavo. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, in če ostane samo pri tem, je videti kot nesmisel, kot da je vsega konec. Vendar treba je počakati 3. dan, vstajenje. Martin Luther se je tega zavedal. Križ je postavil v središče. Prvi kristijani pa so se celo kot verniki na začetku tega križa sramovali. Zgodovina pravi, da so križ nadomestili z drugimi znamenji. Z dobrim pastirjem, figuro dobrega pastirja, z ribo, znakom ribe, ihtus, sidrom, s čolnom z jamborom. Kajti križ, ki je Božji megafon, s katerim Bog kliče in prebuja zaspano človeštvo. Ali pa kot je kasneje zapisala cerkev, da je bil križ dvignjen v zrak, da tudi zrak razkuži, kajti v zraku se bije bitka med dobrim in zlom, med sovraštvom in ljubeznijo, med lučjo in temo. Na križu je Jezus razširil svoje roke, da bi z eno roko prijel staro zavezo, z drugo roko pa novo zavezo. Da je prijel mene grešnika in z drugo roko Boga Očeta in sva se pobotala po Jezusu Kristusu. Križ je znamenje največje ljubezni. Jezusova smrt je posebna, je edinstvena, pa ne zato, ker je umrl pravičnih za krivične, kot šablonsko ponavljamo v cerkvah. Kajti v zgodovini človeštva je umrlo po krivici že veliko ljudi, a njihova smrt ni zveličavno merodajna.
Jezusova smrt ni drugačna zato, ker je za grešne umrl brezgrešen, kot tudi včasih slišimo. Gre za več kot to. Saj bi lahko za svoje življenje podaril tudi brezgrešnega angela iz nebes, ali pa bi vsemogočni Bog ustvaril neko popolno bitje, ki bi se darovalo za nas. Več kot vse to, veliko več. Ni nas odrešilo samo Božje trpljenje, kajti seštevek nedolžnih, trpečih duš in ljudi v tem svetu je mnogo večji skozi vso zgodovino. Veste, kaj nas je odrešilo? Odrešila nas je Božja ljubezen. Izražena s trpljenjem, prostovoljno darovana na križu. Križ se je zgodil znotraj Svete Trojice, znotraj občestva večne ljubezni Očeta in Sina in Svetega Duha. Zaman bi bil Bog na križu, če ne bi bil križ v Bogu. Tako se navidezno najbolj smešna stvar, škandal, kamen spotike, izkaže za najpametnejšo, čemur ni kos, niti človeška domišljija. In zato mi je to dokaz, kot vedno rad rečem, da sem se odločil za krščanstvo, ker verjamem tej evangelski norosti. In to dajem v navednice. Apostola Pavla so usposabljali vodilni teologi, filozofi tedanjega sveta. Bil je znan učenec Gamaljelove šole. Lahko bi se osredotočil na izjemne govore, retoriko, ljudi navdušil, ampak vedel je in rekel, nočem vedeti za ničesar drugega, razen za križ. In tega križa se ne sramujem, kajti ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Boljše sporočilo, kot je križ, ne obstaja. In v teh postnih dneh se pripravljamo na veliki petek in na konec tega paradoksa, na vstajenje, ki pa je spet nekaterim paradoks. Oswald Chambers je dejal, v nebesih je veliko zanimanje za križ, v peklu zlodej pred križem trepeta, medtem ko ljudi na zemlji križ ne zanima. Zakaj križ zavračamo? Mislim, da zato, ker nam križ pove, da naša dobrota ni dovolj dobra. Cerkev je od začetka krščanstva predmet norčevanja zaradi svojega sporočila. Že ko je Jezus visel na križu, so rekli, druge je rešil, sam sebe naj reši, če je on izvoljeni Božji maziljenec, torej Mesija. Človeška modrost ne bi nikoli razvozlala tega škandala. Ne s filozofijo, ne retoriko, ne estetiko, ne znanostjo, ne z argumenti, ne s tehnologijo. To je nelogično, celo smešno, a deluje. Deluje. Res deluje. V cerkvah lahko evangelij pridigamo bolje kot ostali. Nihče pa ne more pridigati boljšega evangelija, kot je oznanilo o Kristusovem križu. In zato Pavel zapiše, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tako ne obvelja ne en način, ne grški, ne judovski, noben človeški, ampak samo en, Božji, edini, križ. Mi smo zaradi Kristusa nori. Prvo pismo Korinčanom 3:18. To je zapisal apostol Pavel. Veste, zakaj je to noro? Noro je odpustiti bližnjemu. Tako se vidi. Viseti na križu in izreči, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Res se to zdi smešno, nedojemljivo, neizvedljivo.
Nekatera dejanja starozaveznih prerokov lahko primerjamo s to, dajem v navednice, norostjo. Ozej se poroči z vlačugo, Izaija hodi brez obleke in bos, Jeremija nosi okoli vratu jarem, Ezekiel leži več dni na levem boku, nato 40 dni na desnem boku, Noe gradi barko za rešitev, čeprav dežja ne pozna, ne potopa, ostareli Abraham verjame, da bo ostarela Sara rodila potomca, Mojzes verjame, da bo z dvignjeno palico razdelil morje, deček David verjame, da bo s pračo ali fračo premagal velikana, konvencionalna modrost ima vse to za čisto norost. Kakorkoli, ali gre za dogodke, ali gre za slike, ali gre za metafore, ali gre prispodobe, česa takšnega si človeška domišljija ne more kar vnaprej sestavljati in to poudarjati, brez da bi prišlo do zdrsa. In ko je Pavel med svojim zagovorom omenil, da je moral Kristus trpeti na križu, poglejte, kaj mu je rekel rimski upravitelj Fest. Na ves glas je zavpil: Pavel, ti si nor. Tako je zapisano v apostolskih delih 26. poglavju. Pavel, ti si nor. Pavel pa mu je odvrnil: nisem nor, spoštovani Fest, besede resnice in razumnosti govorim. Serafim Sarovski, veliki teolog in mislec vzhodne cerkve, je zapisal: obstaja na tisoče norcev zaradi njih samih in nekaj norcev zaradi Kristusa. Greh človeštva torej ni naš greh, ampak ignoriranje Boga. Zakaj smo tako radi osredotočeni na greh? Predvsem na greh drugih. Kajti greh človeštva ni toliko ignoriranje, je največji greh ignoriranje Boga. Življenje brez Boga torej ne deluje. Zaradi zavezanosti Kristusu lahko hitro dobim slabšalno etiketo. Moram priznati, da so Kristusove besede toliko neobičajne, da so v posmeh, njegove dejanja pa so videti toliko nespametna, kot bi bila na meji norosti. Naj navedem nekaj primerov. Krstiti se je dal norčavemu, ekscentričnemu puščavniku, krstniku, čeprav sta bila sorodnika. Svoj nauk je enačil z Božjo Toro, ki jo je s Svete gore prinesel Mojzes. Predstavljal se je z Božjim imenom Jaz sem, kot tesar je trdil, da je večji od kralja Salomona, za svoje pristaše je izbral čudno mešanico učencev, njegove izjave so zvenele nelogično, zapustil je 99 poslušnih, pridnih ovac in se posvetil eni izgubljeni, neposlušni ovci. Slepemu človeku je pomazal oči z blatom svoje sline. V mesto je prijezdil na osličku, medtem ko so ostali pešačili. Svojega izdajalca Judeža je tako dolgo obdržal ob sebi. Ni stopil s križa, čeprav bi lahko. Zaupal je ženskam, da bodo pričevale o njegovem vstajenju od mrtvih, čeprav je vedel, da veljajo ženske za neverodostojne priče v tistem času. Kot ostali Gospod se ni prikazal ključnim verskim, političnim in verskim avtoritetam. Ničesar ni zapisal, misleč, da si bodo njegovi sledilci to, kar jim je povedal, zapomnili. In vse to in še mnogo drugega je počel v najbolj zakotnem kotičku, majhnem kotičku tedanjega velikega rimskega imperija. In končno verujoč, da bomo mi, kristijani, spremenili vse. Ali se je Jezus samo delal za Boga? Ne. Obstajati mora absolutna resnica. In to spoštujem. Zato sem se odločil za krščanstvo. Ne zato, ker sem nor, nespameten,
Ampak, če ponovim Pavlove besede, zaradi norosti križa. In sklenil bom z mislijo Clivea Lewisa, enega največjih intelektualcev, ki je zaradi omenjene norosti, kot on pravi, sprejel krščanstvo. Zapisal je, citiram: poskušam preprečiti, da bi kdo izrekel tisto nespametno misel o Jezusu, ki jo ljudje tako pogosto izrečejo. Pripravljen sem sprejeti Jezusa kot velikega moralnega učitelja, ne sprejemam pa njegove trditve, da je on Bog. To je tisto, česar ne smemo reči. Človek, ki bi bil le človek in bi govoril reči, kakršne je govoril Jezus, ne bi bil velik moralni učitelj. Bil bi bodisi norec, na isti ravni s človekom, ki se ima za mehko kuhano jajce, bodisi peklenski hudiček. Odločiti se morate, ali je ta človek bil, je Božji sin, ali pa je nor, če nekaj hujšega. Lahko ga utišate kot navadnega tepca, lahko ga popljuvate, lahko ga umorite, lahko pa mu padete pred noge in ga imenujete Gospod in moj Bog. Samo nehajmo že s tem pokroviteljskim nesmislom, da je bil on le velik učitelj človeštva. Tega mnenja nam ni dal na izbiro. No, lahko, vendar to ni njegov namen. Konec citata. Drage sestre, Clive Lewis je postal ravno zaradi škandala križa norec za Kristusa. Drage sestre, dragi bratje, vsak se mora odločiti, ali Jezus sodi, bom kar tako rekel z njegovimi besedami naprej, na psihiatrično kliniko, v umobolnico, ali pa je edini odrešenik sveta. Neločljivo pravi Bog in pravi človek. To je dano na izbiro. Če se napačno odločim, kot pravi Pascalova stava, sem na zgubi jaz, ne nekdo drug, niti Bog. Če se napačno odločim, mi ostanejo obup, krivda, sram, strah, kaos, apatičnost, ničevo, smrt, poguba. Pa ne, da bi izsiljeval, ne, da bi s tem zastrahoval. Samo povem v premislek. Navdušen sem nad nekristijani, rad jih imam. Kajti veliko mi dajo misliti. Tudi njihov posmeh včasih z veseljem sprejmem. Kajti vem, da bo nekoč utihnil, kot utihne prasketanje trnja v ognju. Za krščanstvo pa sem se odločil, kot vedno rad povem, v vsaki skupini, vsakemu človeku in tu v cerkvi, ravno zaradi te navidezne norosti. In če bom zvedel za kaj boljšega, lepšega, veličastnejšega, modrejšega, kot je Božji načrt, sem toliko pošten, da vam bom povedal. Ampak krščanstvo je zame in zaradi svoje norosti izhod iz religije. Cerkveni oče Tertullian je zelo zgodaj napisal: Božji sin je bil križan, tega se ne sramujem zato, ker je to sramotno. Božji sin je umrl, to je vredno verjetja zato, ker je to noro. Bil je pokopan in je vstal od mrtvih, to je mogoče zato, ker je to nemogoče. Ravno zato je to čudež vseh čudežev. In končno pravi, verujem zato, ker je vse absurdno. Credo quia absurdum. Kdor ne pride do škandaloznega križa, je pred njim še dolga pot. Bila je tudi pred mano. Preučil sem vse svetovne religije. Danes vse svetovne alternative duhovne. Sledim, moram, zaradi študija teologije. Ampak ne najdem boljšega odgovora na to vprašanje. Priti moram do škandaloznega križa, če hočem biti odrešen. Tako kot nekoč deklica, ki se je izgubila v Londonu. Našel jo je prijazni policist. Spraševal jo je, kje je doma,
a ni vedela. Našteval je vse. Katedralo svetega Pavla, parlament, Big Ben, Westminstersko opatijo, King's Cross, vse je bilo zaman. Potem je omenil ime londonske železniške postaje Charing Cross, kjer stoji velik kamniti križ. Deklica se je nasmehnila in rekla, tam sem doma, tam, kjer je križ. Dragi prisotni, vabim nas domov, k križu, vznožju križa. Bom rekel tako kot Pavel, k norosti križa. Prisedimo za mizo in zaužijmo ta kruh, ki je prišel iz nebes. Živi kruh. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ne obrodi sadu. A obrodilo je, ker je umrlo iz čiste gole Božje ljubezni. In cerkev po vsem svetu je njegov sad. In Božji mir, ki presega vseh, ves človeški ves človeški razum, naj se naseli v naša srca. Pesem pravi, silno ljubim ta Jezusov križ. Bomo zapeli kot zaključek tega razmišljanja. Samo refren, dar najdražji je ta stari križ, kjer vseh grehov lahko se znebiš. Vedno ljubi in varuj ta križ, da v zameno kdaj krono dobiš.
Sprejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir.